Miha in ljubezen do risanja. Zgodba srca o strasti, o vztrajnosti ter ustvarjanju. Miha je bil deček s posebnim darom. Imel je neustavljivo ljubezen do risanja. Njegova strast do umetnosti je sijala iz vsake poteze, ki jo je naredil s svinčnikom. Risanje zanj ni bilo le hobi, bilo je njegov način, kako je svetu pripovedoval zgodbe brez besed. Najraje je upodabljal naravo, drevesa, gore, reke, travnike. Rad je slikal tudi stolpe, hiše in gradove. Njegove slike so bile tihe pesmi o lepotah sveta. Vsak list, vsak oblak in vsak kamen je našel mesto na njegovem papirju z neverjetno natančnostjo in nežnostjo. Bil je pozoren opazovalec. Opazil je, kako se sence igrajo med vejami, kako vetrič ziblje travo, kako sonce pozlati obzorje ob sončnem zahodu. Miha ni risal zaradi nagrad ali priznanj. Risal je, ker ga je to osrečevalo. Ko je s svinčnikom lahko povedal tisto, česar z besedami ni znal. In ker je verjel, da vsak človek nosi v sebi nekaj, kar je vredno izraziti. Poleg risanja in narave je imel Miha še dve veliki ljubezni: živali, predvsem mačke, in sestavljanje Lego kock. Njegov maček, ki mu je dolgo delal družbo, je žal umrl. Miha ga zelo pogreša, a v srcu nosi upanje, da bo nekega dne spet imel mačjega prijatelja, ki ga bo spremljal med njegovimi risbami in ustvarjanjem. Medtem pa svoja čustva pogosto izrazi prav skozi umetnost. Riše tihe gozdove, kamor se med veje stisne mehka mačja senca. Ko ni risal, je z veseljem sestavljal Lego kocke. Ustvarjal je mogočne gradove, skrivnostne hišice ter domišljijske svetove. Vsak kos je imel svoje mesto, tako kot barve v njegovih slikah. Na začetku šolskega leta je učiteljici podaril risbo narave. Miren travnik ob reki, obdan z drevesi ter mehko svetlobo. Slika je bila tako lepa, da je učiteljica obesila na steno in krasila je njihov razred. Bila je kot tiha prisotnost narave v učilnici, ki je vse otroke spominjala, da v vsakem izmed njih tli nekaj posebnega. Učiteljica je bila Mihovemu talentu iskreno naklonjena ter mu čestitala, saj je vedela, da Miha v svoji umetnosti izraža nekaj res posebnega. Nekaj, kar prihaja
iz srca. Miha je verjel, da ni treba čakati na popolne pogoje, da začneš ustvarjati. Papir, svinčnik in malo domišljije. To je bilo vse, kar je potreboval. Vsaka risba je bila njegovo tiho sporočilo svetu o lepoti, ki nas obdaja, o pogumu srca ter o upanju, da se tisto, kar imamo najraje, nikoli zares ne izgubi. In še nekaj je Miha dobro vedel, da ni treba vedno slediti drugim. Če nekaj res čutiš v sebi, imaš pravico, da se odločiš po svoje. Svet je lep prav zato, ker smo si različni. Svoboda izbire ni samo pravica, je tudi darilo, ki ti omogoča, da živiš po svojem srcu. Dragi otroci, v vsakem izmed vas je nekaj posebnega, nekaj, kar vas razveseljuje, pomirja in navdihuje. Morda je to risanje, glasba, gibanje, narava, živali ali sestavljanje domišljijskih svetov iz kock. Karkoli že je, to je vaša lučka. Ta lučka naj vas vodi. Ne bojte se ustvarjati, ne čakajte, da bo vse popolno. Tudi če nekaj izgubite, lahko ljubezen do tistega ostane kot tiha moč v vašem srcu. In ne pozabite, če nekaj želite, lahko izberete svojo pot. Ni vam treba slediti množici. Biti zvest samemu sebi je ena najlepših oblik poguma.